Poslušate Dan pred koncertom. Lepo vas pozdravljava. Primož, glasbeni urednik na Arsu. In Lidija, radijska moderatorka. Še zadnjič v tej sezoni kromatike, koncertnem ciklu Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, nas čaka predstavitev ene od mojstrovin sporeda koncerta. Simfonije številka 1 v C-molu Antona Brucknerja. O njej in o Brucknerjevi glasbi bolj nasplošno sem se pogovarjal z dirigentom Davorinom Morjem, ki tokrat vodi sklepni večer kromatike. Poslušajmo torej pogovor. Bruckner kot ene izmed skladateljev, katero smo zelo dosti delali na študiju, in je ena stvar, do katere moraš priti na neki točki, in ko mi je bilo vprašano, kaj bi rad delal, sem rekel Brucknerja, zaradi tega, ker moraš enostavno enkrat, če imaš priložnost začeti, čeprav se dobro spomnim stavka, ki nam ga je rekel profesor Johannes Wildner za dirigiranje, da prvega Brucknera smeš dirigirati šele takrat, ko znaš vse. Jaz moram iskreno povedati, da še ne znam vseh, ampak nekje pač moraš začeti. Tako da mi je prvi Bruckner nekako bil položen in sem se tudi odločil za tisto linško, ta prvo verzijo, in ne samo to, poleg tega, da igramo linško verzijo, katera je v stari notni izdaji zapisana kot 1866, igramo linško verzijo, ki je v notni izdaji zapisana kot 1868, ker v bistvu izhaja iz nove Brucknerjeve izdaje, kjer so pregledali tudi ves notni material, ki je bil uporabljen pri premieri, tako da v bistvu za tiste, ki zelo dobro poznajo Brucknerja in so navajeni dunajske, pa potem linške verzije, bo to zagotovo eno zelo dobro izkustvo. Saj je spet ta glasba v eni novi dimenziji, v eni novi preobleki. Za nekatere bojo rekli, ja, manjkajo takti, ali pa drugi bojo rekli, ja, manjka to, ampak ja, Bruckner napisal toliko verzij, vsaka je svoj nov svet, in tudi na tem koncertu je Bruckner, bo spet en nov svet za tiste Brucknerjaše. Kako se pravzaprav odločite za katero verzijo? Zdaj vemo, Bruckner je bil izjemno samokritičen skladatelj, tudi sam je hotel vedeti vse, preden je sploh zapisal naslov Simfonija številka 1, že predtem seveda je ustvaril 2 zelo dobri simfoniji. Kako pa se odločiti za te vse različice? Mislim, da bom zagotovo enkrat poskušal tudi dunajsko verzijo, da najprej to pripomnim, postaviti na oder. Ampak se mi je zdelo smiselno začeti tam, kjer je Bruckner zase napisal kot prvo simfonijo, kot svojo prvo simfonijo v tisti prvi preobleki, za kakršno se pač je Bruckner odločil. Čeprav dosti ljudi zagovarja, da bi bilo potrebno vedno izvajati tisto končno, za katero se je kasneje odločil. Ampak ne smemo pozabiti to, zakaj se je sploh Bruckner odločil spreminjati svoje simfonije. Ne, da je bil sam z njimi nezadovoljen, predvsem je bilo to, da so mu dirigenti in predvsem dunajski filharmoniki, ki niso hoteli izvajati njegove glasbe, so mu položili na dušo, da njegova glasba ni dovolj dobra. Dunajski filharmoniki so zelo težka publika, tudi Mahlera niso hoteli izvajati še do pred 50 leti, so se mu zelo dobro opirali. In tako je Bruckner potem začel dvomiti sam vase in začel spreminjati svoje simfonije. Tako da se mi zdi zelo pomembno razumeti, da je Bruckner ob tistem trenutku, ko je prva simfonija bila napisana, on bil prepričan, da je to najboljše, kar zna. In to je najboljše, kar on lahko napiše. In se mi zdi ta vpogled v njegov začetni opus zelo pomemben, da ga občutimo, kakšen je takrat, kako je on želel takrat svojo glasbo, da je, ne kako so ga potem drugi prepričali, da mora on potem svojo glasbo spreminjati. Nekateri pravijo, da vsa njegova glasba zveni kot igranje orgel, čeprav lahko vsekako rečemo, da je bil izjemen orkestrator, če pomislimo na začetke njegovih stavkov in kako se razvijajo včasih do tistih katarzičnih kod na koncu. Pa me zanima, kako ga slišite sami? Ja, ta stavek, da je Bruckner kot glasba, kot orgelska glasba je seveda zelo popularen, se tudi delno strinjam. Ne smemo pa pozabiti, da je bil Bruckner izjemen pevec in izjemen zborovodja. Tako da je včasih slišim v bistvu tudi veliko zborovske glasbe v njegovi glasbi. Bil je zelo religiozen človek. Tudi tukaj je velika povezava, kar je recimo pri Brucknerju zame morda malenkost nekaj novega, ker je pač vseeno to prvi Bruckner je, da glasba skoraj ni vsebinska. Gre za razvijanje glasbenih svetov, gre za razvijanje novih dimenzij. V bistvu igranje s časom. Včasih imam občutek, kot da enostavno čas se ustavi
se drugače teče, kot da bi potovali med svetovi. In to je nekaj novega in je sploh voditi orkester v taki Brucknerjevi simfoniji, če lahko primerjam, če je morda kakšna manjša simfonija kot en manjši športni čoln, je to zagotovo ena ogromna ladja, za katero moraš znati upravljati. Ni vse zelo enostavno, mi je veliko zadovoljstvo, sploh za simfoniki dela to glasbo, ker so izjemno elastični in se da z njimi zelo dosti narediti. Če se malo posvetiva tej simfoniji, lahko ugotoviva, da je v njej prisotno že vse tisto glavno, kar označuje Brucknerja, torej 4 stavki, tradicionalen okvir in recimo v prvem stavku ne nastopajo ta recimo dve zelo kontrastni temi, ampak se že pojavlja neka ideja, da so tukaj lahko tudi 3 teme in da gre za neko drugačno razmerje med njimi. Kakšen je recimo brucknerjanski prvi stavek? Ja, pa ne samo 3 teme. Kar je zelo zanimivo, Bruckner ima 2 melodiji, ki hkrati tvorita eno melodijo. To so v bistvu res novi pogledi na glasbo. Poleg tega se mi zdi pomembno pripomniti, da je po tistem, ko je končal 4. stavek te simfonije, ki je bil kot prvi stavek, ki ga je napisal, zavrgel je en skerco vmes, je odpotoval v München, kjer je spoznal Richarda Wagnerja in si je ogledal premiero Tristan in Izolde, in je bil to za njega tudi v bistvu en velik glasbeno izkustvo, s katerim se je on vrnil domov in potem napisal drugi stavek. Tako da tudi to včasih se mi zdi, da v nekaterih taktih, v nekaterih momentih se sliši Wagner, potem se sliši drugi komponisti, kar pa v bistvu ni napak. Vedno treba slišati mojstra pred sabo oziroma mojstra učitelja. In potem se seveda Bruckner začel razvijati šele kasneje. Čeprav se te zametki recimo njegovih glasbenih ploščadi, ki trajajo, se že lahko občutijo v prvi simfoniji. Sploh je zelo zanimivo v prvem stavku, naprimer, sploh preden se katera tema odvije, on postavi na začetku tisto spremljavo. Pam, 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 pam. Torej eno koračnico, ki koraka v nedogled oziroma v neskončnost. Ja, tako da v bistvu on je naredil en nov pogled na glasbo in seveda tisti novi pogledi ponovadi niso bili dobro sprejeti na začetku od poslušalcev in od kritikov. Ampak nekateri so ga prepoznali in je hvala Bogu dobil priložnost, da je po prvi simfoniji napisal še drugo, tretjo in tako dalje. In če ne bi bilo tistih kritikov, ki so ga pri njegovi 9. simfoniji zmotili in so rekli, da prejšnje simfonije niso dovolj dobre in se je potem lotil popravljati svoje stare simfonije, bi še 9. dokončal. Značilno je tudi to njegov odnos do dramaturgije, ki ni boj za vsako ceno, ampak gre za sopostavljanje nekih blokov, nekih tem in za odnose, ki se gradijo na drugačen način kot pri bolj dramaturškem, betonovskem stilu, ampak en tak mogoče celo vzhodnjaški pristop, kaj ne? Postavi neke teme in potem nadaljavo vzpostavlja povezave med. Ja, to so Brucknerji učitelji, da enostavno ni mojster prehodov med svojim temem, tako kot je bil njegov velik vzornik Wagner, ki je enostavno v opero spisal v eno in traja ure in ure dolgo. Ampak ravno tisti moment razumevanja teh blokov glasbenih se mi zdi zelo pomemben, sploh pa jim je treba pustiti čas, da se stvari zaključijo, da se na novo štarta. Tu je treba imeti en zelo iskren in dober odnos do Brucknerjeve skladbe, da se res razmisli, kaj je se povedalo v prvem, kaj se je povedalo v drugem ali tretjem delu. In ja, morda je ravno ti bloki vzame po moje še največ časa za razmislek v njegovi skladbi oziroma v njegovih simfonijah. Mogoče prvi stavek še ni tako izrazito brucknerjanski, ampak zagotovo je pa drugi stavek takšen, kot bi ga lahko spisal tudi ob koncu življenja. Izredno melodičen, samo svoje seveda spominja na Wagnerja, ampak je to prepoznaven Bruckner. Drugi stavek se začne v bistvu zelo skrivnostno, kjer nedočen poslušalec ali poslušalka ne ugotovi točno, kje je prva, kje je druga doba, torej pusti poslušalke in poslušalce v bistvu zelo v skrivnostnem občutju, na kar se potem razvija njegova druga tema, ki je že veliko bolj odprta in predstavlja tudi eno tretjo temo v tem drugem stavku. Vedno v bistvu glasba se razvija od zelo počasne do malenkost hitrejše in še malenkost bolj ali pa morda malo bolj tekoče.
vzel si je res čas, ker imam točno v tem stavku imam občutek, kako da sekunde grejo veliko prehitro, kot pa bi mogli iti v pravem življenju. Vse se ustavi, vse je čas za razmislek, kot da bi nam rekel, da moramo pogledati sami vase in sami vase prisluhniti, kaj nam leži na srcu in potem z tisto iskrenostjo potem v bistvu predstaviti ta drugi stavek. Je en res zelo ponotranjen pogled na glasbo, ki se potem skozi eno, tako rekoč, eno izpeljavo, potem pride na koncu do reprize z istimi temami in pa seveda enim tistim vrhuncem, kot smo se prej pogovarjali pri Brucknerju, tudi dosežen, preden se gre naprej. In ko se gre naprej, se zmeraj pri Brucknerju znajdemo pred Scherzo, ki pa je, nekateri bi rekli, konzervativen, verjetno pa vsaj lahko rečemo, da je klasično pregleden. Tukaj nas vrne v te okvire klasične simfonije, kaj ne? Ja, zagotovo. Ta Scherzo je v bistvu, tako kot bi rekel, od A do Ž napisan tako, kot je treba, bi rekli tisti klasični komponisti. Čeprav ima svoje zelo predrzne ideje, ki jih na zelo zanimiv način orkestrira, tudi srednji del, tudi trio je zelo v bistvu, kako bi rekel, nekaj zelo posebnega. Kot da bi malenkost zašel na podeželje, da se sliši malenkost malo ljudske glasbe in potem spet tisti ognjeni začetek tria, preden gre v še bolj ognjeni četrti stavek. Ja, ta avstrijskost se najbolj v teh Scherzih pojavlja, kaj ne? Pa tudi nekateri pravijo vpliv Schuberta, ki ga je občudoval. Schuberta se omenja tudi v zvezi s četrtim stavkom. Naj bi se vzoroval pri Schubertovi veliki simfoniji v C-duru. In je eden redkih stavkov, ki se začne takoj na začetku z akcijo in medias res. Res je, ni onih 2 taktov uvoda, preden se tema postavi. Kot je že napisal, da je ta stavek v bistvu ognjeni, more leteti, ampak vseeno se mi zdi zelo pomembno, ko smo se ravno pogovarjali o Schubertu tudi, da ni pretežek. Ja, ravno to je tisti mali občutek Schuberta tudi v teh simfonijah, da glasba ne postane pretežka, da ni preromantizirana, če lahko tako rečem. Se mi zdi zelo pomembno, da koliko je glasba v bistvu glasna, se noče imeti po principu več je več. Ja, da se orkester ustavi na določenih momentih, da se prosi, da je vse malenkost malo manj, malenkost malo lažje in s tem tudi potem lažje dosežemo tisti višek na koncu, tisti koral, zaradi katerega smo prišli vsi na koncert, da se sliši tisti Brucknerjev vrhunec. Se mi zdi, da če celi čas pritiskamo, da celi čas iščemo tiste vrhunce, da je pač le en tisti ta pravi vrhunec, da jih ni 7 in to je treba zelo paziti pri tej glasbi. Tako je Davorin Mori v pogovoru razmišljal o Antonu Brucknerju in njegovi prvi simfoniji, tokrat brez glasbenih odlomkov simfonije, ki je simfoniki še niso posneli. Prvovrstna priložnost nas torej čaka, ko bomo lahko to redkeje izvajano delo slišali na 9. večeru kromatike, ta četrtek na koncertu, ki se bo začel ob 19:30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma ali pa v neposrednem prenosu koncerta na programu Ars. Na sporedu bo še violinski koncert Čajkovskega, v katerem bo solist Luca Faulizi, italijansko-srbsko-francoski virtuoz, ki se pred slovensko občinstvo vrača po navdušujočem nastopu z našim simfoničnim orkestrom februarja leta 2025.